Da ne bom preveč o statistiki, ker veste, da je tole eden najbolj priljubljenih družinskih avtomobilov pri nas. Kaj je Berlingo, oziroma bom raje rekel Berlingo, ker je to bolj domače. Tale družinski kombi je šele v 3. generaciji, pa se zdi, da je med nami že celo večnost. To res krasi samo najboljše. Težko oziroma skoraj nemogoče je za slabih 23 ur dobiti tako prostoren, uporaben in hkrati moderen avtomobil, kot je tale testni. Pa je res tako dober. Ne na vseh področjih. Še najbolj mu bo večina zamerila cenene materiale, ki so kot v navadnih delovnih kombijih. Sicer se trudijo s kakšno malenkostjo, ampak plastika je povsod trda in gladka, tako da si lahko predstavljate, kako se v teh predalih vozijo stvari levo in desno med vožnjo. Je pa za to predalo in prostorčko toliko, da dobesedno pozabite, kam ste kaj pospravili. Samo v njih je več prostora kot recimo v prtljažniku Citroena C1, pa govorimo samo o meter daljšem vozilu. Ja, prednost Berlinga je, da je dolg samo 4,40 m, prostora je pa za vsakodnevne salitve. Poglejte prtljažnik, 775 litrov do police, 1355 litrov do stropa ali pa kar 3500 litrov, če zložite vse 3 sedeže. Zloži se celo sovoznikov sedež, zadnje pa tale trda polica, če želite malo razdeliti tale prostor in dostopen je tudi, če odprete samo tole šipo. Evo. Ja, tole res nima para. In potem ima še tale predal, ki ga lahko odprete od zunaj in znotraj, pa tole stropno polico, če si umislite stekleno streho. In tile sedeži so trije in ločeni, kar pomeni, da lahko na njih namestite 3 ne preširoke otroške sedeže, kar je res super, tako da če je to tisto, kar iščete pri svojem avtu, ne gledajte naprej, ste že zmagali. Če radi sedite malo bolj pokončno in malo višje od ostalih v prometu, boste tudi zadovoljni. Sploh s to bogato opremo dobite še teli naslonjali, fin volan, preglednost je dobra zaradi ogate oblike in moti samo tale rob, da je potem tudi zunaj lepši. Zvočna zatesnitev je presenetljivo dobra, za tip vozila in ergonomija je v osnovi zelo dobra, prezračevanje ima prave gumbe, hvala Citroen. So pa nekatere rešitve prav hecne, recimo tole ogledalce, da lahko vidite otroke zadaj. Če je takole nameščeno, boste večinoma videli samo tole noter, namesto da bi ga namestili tukaj, pa je do pol vse skupaj rešen. Pa tule bi tudi lahko bil še kakšen motor več, da ne bi vse drsel, je pa res, da lahko dobite tukaj le še en tak poseben predal, za katerega doplačate, pa je potem problem rešen. Ko berete spisek opreme pri tem kombiju, se sliši kot tisti pri precej dražjih avtih. Dvopodročna klimatska naprava, moderna navigacija in sistem z vsemi povezavami za vaše naprave. Ohranjanje voznega pasu, kjer se volan celo samodejno suka, vzvratna kamera in projekcijski zaslon. Zadnji je super, tudi če ne projicira slike na šipo, je tole čisto dovolj. Sam pa ravno ne zna voziti, se vidi, da je sistem za ohranjanje voznega pasu bolj osnovne sorte. Sam ga navadno kar izklopim, ker je včasih prav tečen, ko misli, da ne držim volana, čeprav ga ves čas. Volanski servo me je razočaral, ker se zdi, kot da deluje po stopnjah, ne pa lepo zvezno. Pri manjših zasukih takole med umirjeno vožnjo z dolgimi ovinki se zdi, kot da se rahle zatika in to smo opazili pri prvih servo-ojačevalnikih na trgu že kar nekaj let nazaj. Blaženje bi bilo tudi lahko za tip vozila bolj udobno, zdi se, da enostavno ne zna dovolj lepo požirati neravnin, čeprav mi je jasno, da ne sme biti premehko, ker bi se sicer avto preveč in nevarno nagibal. Ta se zelo mali in pelje se dovolj zanesljivo, da mu boste svojo družino vedno zaupali. Vedite pa, da vas z vožnjo pač ne bo navduševal, če ste vozniški fanatik. In še motor. Ta si zasluži dobre ocene. Gre za nov 1,5 litrski dizelski 4-valjnik 96 kW, po domače 130 konji, na testo poprečno pije 7 litrov na 100 km, pa smo dali čez kar veliko klancev, ki fino povečajo porabo. Menjalnik je v tem primeru 6-stopenjski in ne deluje skoraj nič francosko. Če ne boste prehitri pri prestavljanju, se nič ne zatika, ročica pa je postavljena takole lepo visoko. Končno ceno je, kot si sami lahko mislite, po vsem, kar sem povedal, zelo težko dati. Če gledam samo udobje, vozne lastnosti, materiale, potem slaba trojka. Če gledam prostornost, uporabnost, ceno, čista 5. Torej poprečno 4.
Berlingo ni za tiste, ki iščejo vse v enem avtu, ampak za tiste, ki potrebujejo točno to. No, za tiste, ki jih sploh ni malo, bo verjetno najboljši.